Čeprav je spletna TV majhen medij z malo kadri in sredstev, se je lotila ambicioznega projekta, produkcije prve resničnostne serije Preobrazba življenjskega stila. Serija v 15 delih gledalcem približa osebno izkušnjo gluhe novinarke in matere 2 otrok, Valerije Škof, ter novinarja Andreja Laknerja. Oba se že vrsto let zaman bojujeta s presežno telesno težo. Ali jima bo tokrat uspelo ravno s pomočjo serije Preobrazba življenjskega stila, lahko že od 30. septembra spremljate na spletni TV. Zanimivo. Jagode, ful imaš ene različne zelenjave, solate. Zdi se mi zelo zanimivo, da smo prvič vključili v takšen projekt tudi gluho osebo, torej zato, da pravzaprav pokažemo tudi znakovni jezik. Sedili pa smo nekako temu, da bi dali sporočilo: ne poslužujte se diet, ampak dejansko spremenite življenjski stil, prehranjevalne navade in največji dosežek je, če ti dejansko dosežeš spremembo in jo potem na dolgi rok oziroma za vse življenje udejanjaš. Je bila to zanimiva izkušnja, predvsem zaradi tega, ker sem se lahko naučil tudi sam nekaj novega. Imel sem 2 kandidata, Andreja in Valerijo. Andrej recimo kandidat, ki je v parih letih zaradi neaktivnega življenja pridobil ogromno število kilogramov, kar pomeni dosti zahtevnega kandidata. Ne samo zato, ker mora izgubiti tudi večno težo, ampak tudi zaradi tega, ker je imel za sabo dolgo obdobje neaktivnosti, kar dejansko vpliva že na samo razmišljanje, pogled na življenje, na vzorce obnašanja posameznika. Tukaj smo imeli zelo velik izziv, ne samo biti aktivni, ampak tudi spremeniti način razmišljanja človeka. Predvsem to, da je bil že skrajen cajt, da se odločam za to, da shujšam in da se spet spravim nekako v formo. Zakaj v to oddajo? Zato, ker se mi zdi, da sem imel potem neko rdečo nit, nekoga, ki me je silil, ki me je silil, da sem vztrajal do konca. Da smo se pa lotili serije, pa pomeni velik korak naprej tudi za samo spletno televizijo, ker pravzaprav televizije naj bi ustvarjale oddaje. Dejstvo je, da ponavadi za takšnimi projekti stojijo ogromne ekipe, medtem ko za našo televizijo to seveda ne velja. Smo zelo majhen tim, to pomeni, da smo vsi, kot rečemo, več opravilni. Seveda to povzroči veliko več dela, veliko več obveznosti, predvsem pa tudi veliko več stresa. Ampak to je naša realna situacija in mislim, da smo z danimi sredstvi in zmožnostmi dosegli najboljši rezultat. Prvič sem delal, se pravi, z gluhimi v ekipi, ampak ne vem, ni se mi zdelo, da je to kako posebno prilagajanje, ker so vsi bili veliki profesionalci oziroma izkušeni na tem področju. Ekipa je bila dobra, nekako tudi vse je bilo dobro zorganizirano, pa prijetno vzdušje je bilo, ni zelo sproščeno, da je to bil nek preizkus z nekim, se pravi, načrtom hujšanja, kot da ni zares vedel, kako se bojo nastopajoči odnesli. Ta oddaja me je spet postavila na stare tire. Več energije imam, bolj pozitivno gledam na vse skupaj. Kot smo že večkrat omenili, več se smejim, bolj sem zadovoljen. Tako, pozitivno. Moj nasvet pa je, da kljub temu, da če se bojo gledalci podali v preobrazbo, naj bodo zmerni, predvsem na začetku, ker tovrstne preobrazbe se ne zgodijo kar preko noči. Prvi korak naj bo vedno vzpostaviti neko navado, dobro, rutino telesne aktivnosti oziroma vzpostaviti neko rutino treningov. Potem, ko je to vzpostavljeno, potem recimo nadaljevati naprej na prehrano.
Vsako sredo do konca leta lahko na spletni TV spremljate, kako Valeriji in Andreju uspeva njun boj s kilogrami. Ali jima bo njuna preobrazba uspela? Več izveste že v naslednjem delu preobrazbe življenjskega stila. Za Valerijo in Andreja lahko navijate tudi prek naše Facebook strani.